Na novinarski konferenci nekateri najboljši vozniki z licencami AMZS predstavili cilje v novi sezoni. Tim Gajser imenitno vstopil v novo sezono svetovnega prvenstva v motokrosu. Po 3 dirkah in 2 zmagah vozi z rdečo številko vodilnega v razredu MXGP. Mladi slovenski motokros upi so tekmovali v Italiji na dirki Evropskega prvenstva. Prvič so se letos za točke državnega prvenstva Slovenije merili cestno-hitrostni motociklisti. Vozili so na Grobniku. Uvodna preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v kartingu je potekala v Italiji. Gostil jo je Jezolo. Eno članstvo za vse. Za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. AMZS Center varne vožnje na Vranskem je bil prizorišče novinarske konference, na kateri so se nekateri najbolj izpostavljeni vozniki z licencami AMZS predstavili športni javnosti ter spregovorili o pripravljenosti na nove izzive v sezoni. Trdo smo delali skozi zimo, tako da stopam v sezono v dobri formi. Poleg tega si pa res želim uživati na vsaki tekmi. Rekel bi, da sem v bistvu pripravljen zdaj tako dobro, kot sem bil na koncu sezone. Tako da, če bo šlo tako, kot je šlo potem lansko leto, da še čez leto z boljšim formo bojo rezultati sigurno vrhunski. Tako Gajser kot tudi Pancar želita preseči lanskoletne dosežke. Cilji, pričakovanje, jaz mislim, da niso neka novost, če res si želim osvojiti naslov svetovnega prvaka. Glavni cilj je dobiti Factory ekipo, sigurno pa probati biti med 10 v skupnem seštevku. Lovro Setnikar se bo letos, podobno kot lani, preizkušal tudi v močni evropski trial konkurenci. Letos smo bili že v Španiji, sem treniral z Miguelom Gelabertom, tam smo bili 8 dni. In ja, sem se kar dobro pripravil, drugače pa doma trenirava zati, pa enkrat na teden hodim v fitness, pa grem še za zraven kaj na kolo, pa kaj takega. Mislim, za državno prvenstvo se bom potrudil zaradi tega, ker se nekatere tekme prekrivajo z evropskimi in zato ne vem, če bom vozil nekatere državne. Premierno bo v evropskem tekmovanju Moto2 tekmoval Enej Krševan. Pričakujem, da se bom dosti naučil, da bom spoznal prvenstvo, ekipo, druge voznike, proge, motor. Zdaj upam, da bom nekje prvih 15, za prvo leto je to moj cilj, potem pa kasneje, naslednje leta pa prestop v svetovno prvenstvo. Po koncu minule sezone je moral na operacijo kolena. Jaz bi rekel, da fizično sem pripravljen. Zdaj manjka samo še trening na motorju. Nik Brecelj bo v letu 2025 AMZS in slovenske barve branil na zelo zahtevnem karting tekmovanju FIA Academy Trophy. Poznam dobro, poznam tudi proge, kar dobro poznam. Samo drugače je, go-kart je drugačen kot tukaj, ko vozimo na državnih prvenstvih, je drug motor, drug gume in druga šasija. Brecelj je jasno opredelil, kako bo vozil v domačem prvenstvu kot v mednarodni konkurenci. Na zmago in da bi čim boljše, da bi se čim boljše odrezal tudi na akademiji in si tam prislužil nekaj novih, zelo bogatih izkušenj. Sven Cerjak je lani med najboljšimi mladimi vozniki v tekmovanju Speedway Grand Prix 3 osvojil 5. mesto. Letos želi poseči še višje. Moja pričakovanja so, da dosežem vsaj stopničke na svetovnem prvenstvu. Cilji so mi pa osvojiti čim več stopničk, pa čim več zmag na vseh dirkah nasploh. Največ bi mi pomenila zmaga svetovnega prvenstva, evropskega prvenstva, da osvojim še 3. naslov državnega prvaka in pa 3. zmago memoriala Matije Duha.
AMZS bo letos za voznike z licencami AMZS pripravil 44 dirk državnega prvenstva v različnih motošportnih panogah in razredih ter v kartingu. Želimo si, da bi bilo čim več športnikov, da bi seveda prišlo na dirke tudi čim več gledalcev, da bi si to ogledali, da bi bilo dobro vzdušje na dirkah, da bi bili vsi zadovoljni, da bi ne bilo poškodb, da bi lahko tekmovalci pokazali tisto, kar znajo, na športnem duhu, fair playu. Upajmo, da bo sezona dobra. Po prvih 3 dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu je prvo ime razreda MXGP brez dvoma Tim Gajser, ki ima pred prvim zasledovalcem že lepih 29 točk prednosti. Gajser je uvodno preizkušnjo v Argentini odpeljal še rahlo zadržano in je osvojil 3. mesto. Med vožnjami ni pretiraval in veliko tvegal, po koncu pa poudaril, da je najvažnejše, da je imel dober občutek in hitrost. Kakšen velemojster motokrosa je Gajser, je pokazal na izjemno težki dirki v Kozarju v Španiji, kjer so bile razmere za dirkanje praktično na meji vzdržljivostnih dirk. Res nisi si želel voziti za tekmovalcami. Teda jaz sem vesel, 2 solidna štarta, v drugi ne tako dobro, ampak dobre vožnje in vse skupaj je bilo res vrhunsko. Jaz sem zelo vesel, da sem zmagal moj 50. Grand Prix. Slovenski motokros šampion je tekmece deklasiral in prvič v sezoni prišel do zmage ter najvišje stopničke na zmagovalnem odru. Tudi 3. dirka svetovnega prvenstva, ki je potekala v Saint-Jean-d'Angely v Franciji, je bila povsem po Gajserjevem okusu. Znova so bili pogoji za dirkanje v spremenljivem vremenu zelo zahtevni. Blato spet, ampak res sem zelo zadovoljen z vožnjami, motor deluje res zelo dobro, tako da vse zahvaliti celotni ekipi, vsem okoli mene, trdo smo delali in res trdi trud se poplačal. Gajser tekmecem ni dovolil, da bi kakorkoli ogrozili njegovo zmago in rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku. Jan Pancar ima po 3 dirkah svetovnega prvenstva 37 točk. Argentinsko preizkušnjo je odpeljal ne povsem zdrav, a vseeno vknjižil 15 točk. V Španiji sta ga boljše uvrstitve stala 2 dokaj skromna štarta, česar nato v nadaljevanju na težki progi ni uspel več popraviti, da bi prišel do več kot 7 točk. V Franciji pa se je izkazal že v kvalifikacijah, v katerih je kar nekaj časa vozil med najboljšimi. Tudi v obeh vožnjah je nato demonstriral potencial, s katerim lahko v nadaljevanju sezone poseže po mestih, ki si jih je zastavil pred sezono. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. V italijanski Cremoni je bila na sporedu uvodna preizkušnja Evropskega prvenstva za motokrosiste jugozahodne cone, ki tekmujejo v razredih s prostornino motorjev do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Med peterico Slovencev se je najbolje odrezal Vid Rus, ki je v šibkejšem razredu zasedel 15. in 18. mesto, medtem ko sta Matic Žibek s 25. in 36. ter Matic Maček z 2 34 mestoma ostala v ozadju finalistov. V močnejšem razredu je Aleks Novak s 14. mestom v drugi vožnji pokazal potencial, a je v prvo ciljno črto prečkal na 34. mestu. Taj Goleš je prvo vožnjo v cilj pripeljal 25., v drugi pa je popravil dosežek in se je uvrstil na 18. mesto. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Da
Dež, veter in nizke temperature niso najboljši prijatelji motociklističnega dirkanja. Tradicionalni uvod v sezono državnega prvenstva v cestno-hitrostnem dirkanju na hrvaškem dirkališču Grobnik je bil tokrat za dirkače pravi izziv. Razmere na stezi so bile zahtevne, priprava motorja in miselnost je morala biti povsem drugačna kot v suhem. Glavo moraš malo bolj naštelati pa umiriti se, zaradi tega, ker na dežju ni možnosti popravka, oziroma ko je napako narediš, je skoraj da avtomatski padec, ali zdrs prednjega ali pa zadnjega kolesa. Ja, že nastavitve na motorju so druge gume vse. Treba ali pojeti počas, tekoče, pa imeti občutek za motor, da lahko hitro zdrsneš. Nekateri dirkači imajo več izkušenj z dirkanjem na spolzki asfaltni podlagi, drugi so tokrat prvič spoznali čare oziroma zahtevnost dirkanja z gumami za dež. Probamo vprašati kakšne voznike, ki imajo več izkušenj od mene, pa mojega očeta, pa se pogovoriva z nastavitvijo pa to. V soboto sem naredil 16 krogov v dežju, ki je bila še bolj mokra steza. Med dolgim čakanjem na izboljšanje pogojev na dirkališču so si vozniki državnega prvenstva krajšali čas z igranjem videoigric in dolgimi pogovori. Ko je šlo zares, pa so povsem hladnokrvno sedli na svoje motorje in se odpeljali na štart. V razredu Superbike je svojo premoč znova pokazal Aleš Brzin, branilec naslova prvaka iz pretekle sezone, je nadzoroval dirko in prišel do nove zmage v domači konkurenci. Jaz sem na taki rezervi vozil, ker pač si nisem želel še enega padca pred odhodom v Francijo, tako da sem res na rezervo vozil, pa samo tu sem naredil, kar je bilo potrebno za zmago. Tik za njim je bil Boris Kogovšek, ki letos dirka z licenco AMZS in je že takoj pokazal, da je konkurenčen. Tretje mesto je osvojil veteran Aleš Kobe. V tekmovalnem razredu Supersport 600 sta bila do zadnjega v igri za zmago 2. Enej Logar dirke ni začel idealno. Vsi so me presenetili, jaz sem štartal nekako, ki smo 4., 5. Jaz sem mislil, da je to ne bo šlo skozi. Mladi Andrej Habjan, ki v tem tekmovalnem razredu dirka šele drugo leto, je v neprijetnih razmerah blestel, a na koncu so zmagale izkušnje Idrica, ki je dirko, prekinjeno 2 kroga do konca, dobil z minimalno razliko. Sem pa štartal zelo slabo, potem sem pa iz kroga v krog videl druge, kako so se hitro vozili, pa sem probal izboljšati tempo. Na koncu smo pa že vsi imeli čisto uničene gume, pa vse je drsel, tako da na koncu se je šlo za prvo mesto. Po me je pa Logar prehtel, sem pa rekel, bom jaz probal le prvo mesto obdržati, pa so dali rdečo zastavo, tako da nažalost drugo mesto, ampak sem kar vesel. Sezona v cestno-hitrostnem dirkanju se bo aprila nadaljevala na priljubljenem dirkališču Pannonia Ring. Uvodna dirka državnega prvenstva v kartingu je potekala v Jesolu v Italiji. Na stezi Azzurra so voznice in vozniki prikazali dobro pripravljenost na novo sezono, v kateri lahko pričakujemo zanimive boje za državne naslove. Najmlajši so se brez strahu podali na progo, ki ne dopušča napak. Razred mikro je bil znova v znamenju Tibona Grgiča, ki brani naslov državnega prvaka. Dež ga ni motil. Ta proga mi je izmed najboljših, tudi ni mi povzročala težav. Na drugo mesto se je uvrstil novinec v tej kategoriji Jacques Kranz, ki je pokazal neustrašnost ter potencial, s katerim bi lahko na naslednjih dirkah morda tudi presenetil. V razredu mini je Filip Ferk-Žerak suvereno odpeljal vse vožnje ter potrdil, da je letos očitno glavni kandidat za končno prvo mesto. Ni šlo vse po planih, ampak smo bili v redu čez celo dirko in precej hitri in na koncu jaz sem zadovoljen. Drugouvrščena Neli Štrajhar tokrat ni bila kos Filipu, a je lahko vseeno zadovoljna z opravljenim. Razred junior je bil številčen in v znamenju Nika Breclja. Mladi voznik, ki bo letos Slovenijo zastopal na tekmovanju FIA Academy Trophy, je izpostavil, kdo je njegov glavni tekmec.
državno prvenstvo mi je bil Maj Rakuša, ker se mi gre za točke, da bomo upajmo ratali državni prvaki. Zadovoljen sem zaradi tega, ker na dežnem dež je bil in zaradi tega mi je bilo super, ker sem bil kar hiter. Je povedal drugouvrščeni Maj Rakuša. Tretje mesto pa je zasedel Maj Tušek Haladeja, ki je opisal težave, s katerimi se je srečal na dirki. Malo mi je povzročilo težave, ker so bili štarti, zelo dosti nas je bilo, pa je bilo zelo težko. Razred Rotax Max je na dirko prav tako privabil lepo število voznic in voznikov, ki so se potegovali za čim boljše uvrstitve. Med Slovenci je bil najboljši Maj Sadar, ki ni dovolil presenečenja. V dežju mi je šlo dosti dobro, nisem imel nobenih večjih težav, sem bil od konkurence hitrejši. V suhem pa je šlo vse v redu. Drugo mesto si je privozila Loti Gantar, ki tega ni načrtovala. Nič ne pričakujem, jaz samo upam na najboljši, da se vse najboljši steče in to je to. Na mestu številka 3 v tem razredu pa je tokrat pristal Jure Levar. V razredu DD2 je največ pokazal Taj Šiler, ki je kar malce nepričakovano brez večjih težav opravil s tekmeci in prišel do končnega prvega mesta. Vreme mi je zelo ustrezalo ta vikend, sem en izmed najhitrejših po dežju in po hladnih ter mokrih kondicijah. Glede na rezultate iz lanskoletne sezone sem zelo zadovoljen. Drugo mesto je pripadlo Dimitriju Mlakarju, tretji pa je bil Aljaž Vidmar. V nedeljo 30. marca bodo člani AMD Brežice na progi Prilipe pripravili prvo dirko Elf Motocross državnega prvenstva Slovenije. V soboto 5. aprila bo na sporedu uvodna preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v Trialu, ki jo bodo organizirali člani AMD Kočevje. Prav tako v soboto 5. aprila bodo v Krškem mladi upi slovenskega speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih prvič letos tekmovali za točke državnega prvenstva. V nedeljo 6. aprila se bodo na Grobniku prvič v sezoni za točke državnega prvenstva Slovenije potegovali voznice in vozniki v mini cestno hitrostnem motociklizmu.